ampak je to ena moja strast, brez katere si vsaj zaenkrat ne znam predstavljati zime. Razložila mi, kaj to pomeni. Jaz sem govorila, 3 leta sem bila stara, jaz grem na div. Jaz vedno, ko smučam, razmišljam, kako smučam. Da bi ga dala v smučarijo, jaz sigurno ne. Zagotovo pa da ta šport in vsak drug šport, ogromno neke discipline, nekega zdravega načina življenja. Mislim, jaz, ko sem rodila, po moje sem rekla, jaz svojega otroka ne bom dala na smuči, ker takoj. V Sloveniji je meni najlepše smučišče, so mi naše Golte. Kot starš dosežeš največ, če daš otroku to, da ima. Ja? Ja, po moje bo vredo. Tako da, ja. Kaj sem mislil, ja, in se nam je v bistvu ta koncept se nam je ful razvijal. Pa sem ful razmišljal, kako bi v bistvu začel lahko sploh komunicirati z ljudmi, taka, veš, ne, na širše, ne. In na teh eventih, ko organiziraš, tako nimaš cajta, veš. Ja. Laufaš okrog, pa se kar stvari se kar odpeljajo, ne. Ja. Na turnirjih je spet dosti podobna zgodba, mogoče imam tam malo več cajta, ne, ampak nikoli pa ne spoznaš te ljudi, ne. Veš, sem pa Ja, no, pa nikakor ni tole, ja. Pa dobro, pa si to zdaj plačan na kak način? Ne. Pač. Veš, kaj v bistvu, sem že tole parkrat povedal, da sem plačan iz drugih virov. Okay. Ker to, ko dam te stvari ven, ti povem, da so taki lepi feedbacki, ne. Zadnjič recimo je bil ta maser Rakita, mogoče poznaš, ko je iz Velenja, Markota. Poznam, ja. Poznaš, je bil tule ferment, se spozela glih pred njemu pa to. Tak, breva paca. In sem bila tako, da je ful, tak. Poznam. Zabaven tudi, no, tak. Maker. In je bil slep en pol leta. Zaradi sladkorne, ja. Pa, sem ga poznala, mislim, da ko je še imel vse prste na nogi, pa se vidim, da pravi, da nima več prstov. A res? Nekaj ne, se hecat. Rekel, ja. To sem ga pa pozabil. Mislim, nismo šla zdaj v take detajle, a ne. Druge, ja. Ja, veš, ampak to recimo, to je pa povedal, ne. In je bilo v bistvu zanimivo, ker je potem rekel, da ga je ful folka kontaktiral, ne. Ja. Ker je imel to izkušnjo in so ga začeli spraševati, ne, kako lahko, mislim, da se njim ne bi kaj takega podobnega zgodilo, ne. En njegov sosed je pa tudi dobo glih sladkorne, rekel, zdravnik mi nič ne zna povedati, ne. Veš, ne. Rekel, in pol mu je pač sta šla na kofe, ne. In to je že za mene plačilo, iskreno, ne. Ja, fajn. Ker, mislim, saj cilj je, da se stvari zmonetizirajo. Da se nekot, ja. Ja, se more, ja, veš, fora tem, da jaz zaenkrat tole vse sam delam, ne. Te pa, na primer, kaj na YouTubeu, te kaj napišeš? Ja, Ziper. Ziper, ja, mi v bistvu brand je Ziper puzzle, ne. Aha. In pod ta puzzle v bistvu sodijo 3 segmenti, eden je v bistvu ta muza, ko je tak čisto osebni pogovor, ena na ena, doskata, ne. Pa pol taka osebna zgodba, čez kaj je nekdo šel, pa recimo nekdo, ki je res ful veliko nekih ur dal v življenju, recimo v to, ne, svojo področje, ne. In pol iz tega se pol ven razvija, ker jaz mislim, da ima vsak ful veliko za povedati, ne. Tak, valjda, itak. Veš, in... Najbrž ga ni. Ja. Pa takle ti moram povedati, da rajš se pogovarjam, to sem tudi opazil, rajš se pogovarjam z ljudmi, ko niso medijsko izpostavljeni, zdaj, ker so ful bolj pristni, pa ful bolj tak preprost. Veš, tak čist drugačen pogovor, ja, ne? Ko pa z nekom, ki je že medijsko izpostavljen, ne? Sigurno. Ker čist drugače govori. Ma tist klik najbrž, ko... Ja, točno. 100%. Ja, valjda. Točno to. In je tak, ne vem, se verjetno bo prišlo tudi do takih ljudi, ne, veš, ampak bom probal zmerom to dobiti ven, veš, ta žarno. Tako da v bistvu mi je všeč, da si se odzvala na tole, no. Res mi je všeč. Dober. Ker... Nekaj novega. Res? Videla. Nekaj novega, ja. Ja, ne, veš, recimo to, da posvetiš svoje življenje smučanju, pa da pol na koncu postaneš smučarski učitelj, ne. Verjetno si to mogla dolgo časa početi, ne. Ne? Ne. V bistvu niti ne bi definirala, v bistvu, da sem posvetila svoje življenje smučanju. Ok. Ampak je to ena moja strast, brez katere si vsaj zaenkrat ne znam predstavljati zime. Čist na tak način, v bistvu. Od majcene punčke
mami je bila vaditeljica, mami je noro rada smučala in najbrž gre iz roda v rod. Tudi zdaj isto z mojim sinom. Ne. Avtomatsko, ker jaz smučam, ker moj Mitja smuča, je kaj boš. Veš, da daš otroka na smuče, a ne? Valjda. Ker je pač to pred nosom in omogočeno na bistveno lažji način, kakor najbrž pri marsikomu drugmu. In na tak način se je v bistvu pri meni začelo tudi. 2 leti sem bila stara, sem pelala. Za Res? mami skoraj vse posod. Se kje pa mama v bistvu bila voditeljica isto na kopah? Ne na kopah, Oziroma na Golteh. na Golteh. Ne vem, a je ona sploh dejansko učila. Jaz mislim, da je ona samo naredila. Je pa naučila ogromno ljudi. Čistek, A res? želiš smučati, te bom naučila. Prijateljco, prijatelja na tak način. Ni funkcionirala na način kot jaz, a ne, na primer. Bom je to na nek način tudi posel. a ne. Ja. No in ja, takrat sem pač to zljubila, no. Kaj ne rečem, kot majhna punčka, pol pa z leti so mamico tudi kar, glede na moje motorične teste v šoli, ki jih delam, in tako so jo žicali. Kljub, no, če bi me dala trenirati in tako naprej in tako naprej. Pa se je v bistvu odločila, da ne. Tukaj odzadaj so tudi finance, ki so kar velik faktor, najbrž. Kako je bilo pa recimo takrat to? No? Ne vem, koliko si bila recimo takrat stara, recimo, ali si se pol kasneje pogovarjala z mamo, da ti mogoče kaj bolj povedala, kako je bilo to takrat? Ja, točno tako, kot zdajle razlagam v bistvu, no. Mami je, pa nismo bile boge, revne, karkoli, ampak pač prevelik zalogaj je to, no. Druga stvar, ki jo je pa gledala, kaj to pomeni za otroka, a ne. To odrekanje v bistvu na nek način je kar treningi teh otrok zelo velik ni v šoli. Ima čisto drugačen način odraščanja in otroštva kot, kako naj se izrazim, en preprost otrok. Navaden otrok, a ne, Ja. kako bi rekla. Ali pa če trenira nek drug šport, nek skupinski šport, rokomet je drugačen način je, no, to. Je to zaradi tega, ker si v bistvu pač moraš biti nekje drugje lociran, ker imaš med blizu Absolutno, treninge, ja. šola nadaljavo. Absolutno tudi to, no. In tako bom rekla, včasih se vprašam, to smo se z mami se odkrito pogovarjamo o tem, kaj bi bilo, če bi, ker se mi zdi, ne vem, ne, da ne sme izpasti kot samovšečno, ampak se mi zdi, da sem mogoče material za kaj takega. In se včasih vprašam, kaj bi bilo, če bi, ampak ne prevaga to toliko, da bi rekla, mami, zakaj to nisi naredila, zakaj me nisi dala trenirati. Mislim, ne, niti najmanj, ker imela sem prelepo otroštvo in čisto po drugačni poti sem prišla do nekega cilja pri smučanju, ki je za mojo dušo v bistvu vse. In mi pomeni vse. In delam to zdaj na tak način, da mi je res luštno in res rada to počnem. In sem več kot zadovoljna, no. S takim načinom, no. Ja, ker recimo dostikrat je tako, ne, da recimo, če nekdo prihaja iz neke športne ali pa recimo neke profesionalne družine, ne, potem tudi otroci so pol nekako malo, ne bom rekel, potisnjeni. Sforsirani. Ja, ne. saj mogoče je to prav način, no. Ampak ne, jaz sem hvaležna mamici, da je ubrala to pot 100-odstotno, no. Res. Zdaj sploh, zdaj, ko sem večja, starejša. Ja. Saj kako je pa recimo, mislim, kako recimo izgleda za nekega otroka, ko dejansko se odloči, da gre recimo se učiti smučati, ne. Se pravi, kje je tista meja, ko lahko rečeš, ok, zdaj bomo malo probali, ne. Pa zdaj pa, če je talent, ne, kje je tisto prevaga, pa zakaj bi v bistvu mogli prevagati ali pa zakaj recimo mogoče ne bi prevagali, no. To, ne. Da greš pol v profesionalni del, ne. Ja, kaj pa vem, ne vem. Tako mi kot učitelji smučanja, inštruktorji smučanja, načeloma se nam večinokrat zgodi, da pripelje družina, starš, mama, oče, otroka, ali da pokličejo, kdaj je primeren čas, ne vem, moj otrok je star 3 leta ali pa ne vem, a ga že dam na smuči ali še ne, a ne. Ali pa se zgodi, da je, ne vem, s 6 leti otrok prvič na smučkah, a ne.
To je čistek. Ampak nekje, recimo, če lahko posplošiš, pa rečeš, da to 3, 4, 5 let, to je neka starost, ko v povprečju največ otrok stopi na smuči, a ne. Je pa res, da pač vidiš, da en bo s 3 leti stopil, pa bo 1 ura, 2 uri, pa bo kar zlaufalo. Lahko boš pa enega, ko bi rekel, ne vem, je pa 6 let star, je pa že umsko tudi naprednejši in vse tako, bo pa stopil, pa tudi ni rečeno, da bo zlaufalo, a ne. Pa pač še kaka ura zraven več, pa bo pač takrat steklo, a ne. Tukaj se pol vidi motorični razvoj vsakega otroka, no, posebej. Ampak jaz pravim, tu sploh ni za forsirati. Če daš otroka na smuči, pa da je še, ne vem, recimo zdaj spet 3 leta, pa da ne gre, da vidiš, da se matra, da mu ni, ne ga silt. Ni to nič zamujenega, če bo stopil naslednje leto še enkrat na smučke. Ker kvečjemu lahko narediš več slabega, več škode, pa se mu toliko zameri, da nikoli ne bo rad imel smučanja, a ne. Tako da ja, glej, to je tako, zdaj pa Pa se ti zdi, da v bistvu starši recimo dostikrat preveč poširajo otroka? pa se tudi zgodi. Vsega vidimo takole kot učitelji, vse živo doživiš, no. Res je, da moraš tudi malo znati oceniti, recimo, da kot starš poznaš svojega otroka, a ne, to se pričakuje in da včasih moraš znati tudi oceniti, da če kar tako malo trmari, pa ne vem, moraš reči: "Halo, dajmo, ajde, a ne." Da ne moreš zdaj kar za vsako, ko bo nekaj ne, pa popustiti, a ne. Malo je že fajn, da znaš oceniti, a je to zares ne ali je pač ne Da se ljubi mi ne da, ne. Ja. Tako da. Ja, ne vem, pol pa pot naprej, pol se pa tako vidi. Ne vem, najverjetneje se vidi, a ne. Če otrok zagrabi, da uživa v tem, ali pa pač po drugi strani, da je starševa ideja, tako kot sva prej rekla, da bi ga malo sforsiral oziroma želja, da ga da, a ne. Obstajajo, ne vem, te alpske šole, ki trajajo celotno sezono in tako naprej. Pač otrok hodi tako na neke vrste treninge v bistvu. To še vedno ni profesionalna smučarija iz vidika, ne. Pol se pa nabirajo kandidati, a ne, pol pa tisti trener, ki je, opazuje in pač reče: "Glej, tale bi pa mogoče bil dober material za dalje," in tako naprej in tako naprej. V bistvu tako pri vsakem športu, no, na neki način, no. Ne. Neke vrste naborništvo, ne. Tako, ja. Pol pa imamo spet, saj veš, kako je, a ne, finance, denar, a starši ti še, a je res v otroku toliko samoiniciative in želje. To je tako najlepše v bistvu. V Da bistvu se pa vse poklopi. pa obstaja recimo ta iniciativa recimo otroška pri ful, ne vem, 6, 7, 8 letih, a ne, ker v bistvu dostikrat otroci se tam razvijajo, a ne. In je to zdaj, ne, težko se otrok sam odloči pa reče: "To pa bi," ne. Ja, zelo težko. Zelo težko. Jaz bom zdajle na primer izhajala iz sebe, pa ne specifično za en šport, a ne, da sem od malega ven terala, zdaj pa želim, ne vem, smučati ali pa zdaj pa želim ta šport ali pa. Ampak jaz se spomnim, ne vem, koliko sem bila stara, mala punčka, 3 leta stara, 4. Imela sem sosedo, ki je bila 8, 9 let starejša od mene. Celotna družina, športniki, tudi učitelji in tako naprej. In je bila skozi sva, ogromno časa sva skupaj preživeli in ona je že takrat govorila, da gre na DIF. To je fakulteta za šport. In jaz isto. Razložila mi je, kaj to pomeni, jaz sem govorila, 3 leta sem bila stara, jaz grem na DIF. Jaz grem na DIF. Pol me pa vsak starejši pravi: "Pa, Lea, ti veš, kaj pomeni DIF?" Pa sem rekla: "Vem, Državni inštitut za fizkulturo, a ne." Vse sem vedela. Ampak mene je ta ideja mene je iz leta v leto bolj držala. Jaz ene težave nisem imela, ko sem bila konec 8. razreda, vedela sem, sledi gimnazija, če želim iti na fakulteto za šport, to je to. Jaz sem samo to videla. V 4. mami me je spodbujala skozi, mi stala trdno ob strani. 4. letnik gimnazije,
Lea, kva gremo zdaj? Div, še vedno, mislim, fakulteta za šport, še vedno. Kaj pa, je rekla mami, kaj pa če spodleti ali pa, ne vem. Rekla, ja, ne vem, kaj če spodleti. Saj ne bo spodletelo. Pravi, pa vem, pa rekla, lej, če pa eno alternativo je fajn meta, ne. Rekla, ne vem, kaj bi. Pravi, kaj pa, ne vem, razredni pouk, pedagoška smera, ne. Sem rekla, hajde, ja, ne vem, mogoče. Pravi, pa dej, grema, ko itak sem šla na informativnega za DIF, a ne, za fakulteto za šport. Rekla, pa grema še pogledat tja, ne. In pol se je glih poklopilo, da je bila, prvo je bil informativc za fakulteto za šport, po bi bile pa šle na pedagoško, za razredni pouk, a ne. Sva šle na faks naš, pa stopim pa pravim, mami, pa brez veze hodim tja, ker nima smisla, ker nima smisla, ker to je to. Jaz želim to in to je to. To sem jaz po duši in konc in glej. In točno tako je bilo, jaz sem vpisala na maturi, pač oziroma, ko smo se vpisovali, 4. letnik, pod prvo fakulteta za šport, pod drugo pa izredno. Bravo. Ampak mi je uspelo priti redno zraven, no, tako da ni bilo treba, ampak ta 3. sploh vpisala, nisem sem pustila prazno. Mislim, to točno to, kar zdaj razlagaš, nam je ful fenomenalno, zaradi tega, ker dostikrat dobiš neko idejo, ne? Neko sporočilo, ali gledaš film, kot je neka tematika ful zanimiva, ali ti je nek idol, nek vzornik, nek športnik, ne vem, nekdo, ne? Ja, in te drži. To te da. Ja. Res pa je, da sem od nekdaj imela rada šport in res bila zelo motoričen otrok, no. In še zdaj, no. To je pa res, ni važno, žoga, kolo, smučke, rolanje, voda, plavanje, vse. Vse mi je bilo ljubo in res sem to imela rada, res. Mi je bilo to noro fajn, a ne. Pa se ti zdi, recimo, mislim, okej, verjetno je to retorično vprašanje, ne, ampak se ti zdi to ful pomemben, da otroku pustiš tisto, kar si recimo želi, ne? On, recimo, ali pa da ima neko idejo, pa da iz tega pešna ven izhaja, a ne? Ali ga je včasih boš ga malo usmerjati še zmerom? Ja, jaz mislim, da absolutno moraš otroka usmerjati sam na prav način. In če ti vidiš, da ja, spet retorično, tako si sam rekel, da ima željo po nečem in da ga to drži, da vidiš, da ima fokus na nekaj, da ga veseli to, da pa valjda ga boš spodbudil, pa mu pomagal na ta način, da doseže ta cilj. Meni se zdi, da je nekaj največ, da otrok ve, kaj želi v življenju, da kot starš dosežeš največ, če daš otroku to, da ima svojo hrbtenico, da ve, kaj želi. Meni se zdi, da je to največja zmaga, no. Kako bi ga pa recimo pol prav usmerili, ko si rekla, pač, da ga pravilno usmerjaš, ne vem, rečemo, da se... Ja, relativno, ne, mislim, ja, to je prav, za vsak starš vse, kar naredi z miselnostjo, da dela prav. Ne, tudi to je res, ne, vse, kar narediš za svojega otroka, če se lahko tako izrazim, narediš z miselnostjo, da si naredil najboljš za njega, ne. Saj ni rečeno, da bo čas pa prihodnost pokazalo, da je bilo pa to res najboljš, ampak s tako miselnostjo funkcioniraš in deluješ. Ja. Pač imel sem zdaj recimo pač to prispodobo ali pa recimo to idejo, ne vem, da bi recimo vajen sin zdaj pač rekel, ne, jaz bi pa rad bil Jure Košir. Košir, ne. Jaz bi rad bil Jure Košir, ne. A sta že tako daleč? Ne. Najin ta mal je zelo zanimiv. On je bil postavljen na smuči, mislim, jaz, ko sem rodila, po moje sem rekla, jaz svojega otroka ne bom dala na smuči, ker takoj, ker mene bojo vsi za noro spoznali. Pritis je na mat, ko forsira. Nič starš hodi skoraj ne, pa ga že deva na smuče, ne. To sem si odtepla v glavo. To pa je bilo seveda tako, da pač, a ne, november je bil star 1 leto, decembra smo šli na Golte.
Kako je to, ki je bilo že. Pa ne vem, pa se pa pogovarjamo, pa sem pa tja, pa ta moj v bistvu šef, belega zajca. Rekel pa, daj probaj ga dati na smučke, no, pa ko pa te stane, prav tako, no. Pa ne, a ne. Ne, glih iz tega vidika, kar sem prej rekla, a ne. Pa je rekel, pa se če mu ne bo, nisi nora, se ga ne boš silila, a ne. Zakaj pa ne bi, če ima le kako, se ima redko kdo tudi opcijo tako, a ne, da brez problema, mislim, ne. Mislim, no, pa ajde, pa se res, a ne, se zakaj pa ne, se ja, če malo mu se bom videla, če mu ne bo pač, dajmo dol pa gasa, a ne. Res pa je, da je Jan bil zelo močen dojenček, otrok na splošno, močne kosti, močne tudi muskulaturo in vse. Z 9, 9,5 je bil star, je shodil. In je, ja, iz tega vidika, a ne, ni bil tak mlahav, mehek, tak, konkreten, a ne. In pol sem rekla, okej, pa mu damo mi gor pancerčke, smučke, taki štrikci obstajajo. Pa postavimo tam ga na smuče in ga odvodimo dol pa vse, kar je bilo, ko smo ga vprašali, a še. Govoriti tako ni znal, samo kimal je pa še. In tako se je začelo in prvo leto smo ga pač na te štrikce, drugo leto isto na te štrikce, take špage so, ko se namontirajo na v bistvu eno nogico, drugo nogico pa okoli pasu. In v bistvu ti nekako od zadaj ga držiš in z vodenjem desno, levo v bistvu on se niti ne zaveda. Ko potegneš, v bistvu mu nogico obrne na način, da zavije, ne. Ja. In kontra in to mu nekako tudi ta Motoriko mu. ja, ta vzorec mu nekako v možgane pride nezavedno v bistvu, a ne, in ko je bil 2 leti star, naslednje leto smo še vedno na to, ko je bil pa 3, smo pa prvo rundo sem ga dala enemu kolegu, pa je malo izpeljal, brez da je vedel, v bistvu je izpeljal. In ja, zdaj uživa, v smučanju uživa ful, ko je konc, ko se iz morja vozimo, je vprašanje, kdaj gremo smučat. Ko je pa konc smučarije, je pa vprašanje, kdaj gremo zdaj na morje, kdaj bo zdaj morje, ko je konc smučarske sezone, tako da. Tako da ima dva pešna, ne. Ja. Ni pa, da bi ga, mislim, jaz sem si kar rekla, sem si, no, da bi ga dala v smučarijo, jaz sigurno ne. Bi se moglo ne vem kaj zgoditi iz njegove strani, od Jana, od ta malega, da bi toliko, ne vem kaj, no. Da bi rekel, da bi jaz hočem to, biti ja, Rikošet, ne. ampak to na tak način, da bi jaz bila 100%, da je pa to, mislim, nenormalno interes, želja, volja, ne vem. Se kako izgleda recimo potem otrok, ki gre recimo v to profesionalni del, ne? Se pravi, vem, s 5, 6, 7 leti, a ne? Kako recimo, kaj so recimo dobre pa slabe plati, no, tega? Kako bi rekla, jaz osebno niti nimam toliko izkušenj s tem. Jaz nisem nikoli prisostvovala profesionalnim treningom, tem, ki trenirajo smučanje. Nikoli nisem bila tukaj zraven v bistvu vpeta. Jaz sem zelo bolj na ta način kot inštruktor smučanja. Dajmo naučiti čim več ljudi smučati, ker je to res en lep šport, ki je po eni strani žal finančno kar precejšen zalogaj, po drugi strani z majčkeno iznajdljivosti se pa tudi da stisniti pa priti dosti ugodno čez, a ne. In jaz sem bolj ta stran, no. Majčkeno sem vzporedno zdaj, ko sem tukaj na Golteh pri belemu zajcu, imela priložnost spremljati, pač, ker ipak je imel tudi to treniral ta male, a ne, za čisto pač profesionalno, a ne. Način, to je res, ne vem, za moj okus, bom rekla, saj mi rabimo take ljudi, te otroke, ki pridejo, zaradi tega imamo šampione, a ne, kot jih imamo, Tina Maze in podobni in tako naprej, saj
če ne bi bilo tega, pol tudi teh ne bi bilo, a ne. To je enkrat ena. Ampak jaz govorim čist za moje oči, ne vem. Bojan imel ogromno od smučanja, moj, a ne. Pa gledam te, ki so trenirali, ne vem, to so teden, gremo na ledenik, cel teden na ledeniku, vsak dan treningi, na snegu, suhi treningi. Ko nisi na ledeniku, tukaj hodiš trenirati, ko je sezona pri nas, na primer. Tekme, je, no, mislim, je zahtevno, no. Veliko odrekanja, ne? Veliko odrekanja, dosti od doma. Zagotovo pa da, ta šport in vsak drug šport, ogromno neke discipline, nekega zdravega načina življenja, ki je noro pomemben, ne. Zato, da smo taki, kot smo. Tako da ja, jaz se pravim, ne bi zdaj se jaz podajala v to profesionalno plat, ker mogoče nisem glih pravi naslov za to, ker jaz vseeno izhajam iz sebe in to, kar jaz delam, a ne. Ja, koliko sem pa imela pač biti blizu zraven oziroma spremljati na neki način. Na določenih tekmah tudi prisostvovati, ki so bile pri nas organizirane, a ne, te FIS tekme. Pa tek, no. Naredila sem tudi za sodnika, a ne. Ja, ampak saj pravim, a ne. Jaz se, ker recimo po eni strani, ne, imaš, zmerno sta dve plati, ne, zato v bistvu je res, ne, da v bistvu dobiš disciplino, dobiš vztrajnost, dobiš karakter ven iz tega, ne. Je pa res, da so dostikrat je kar na hard. Kar na hard je in to so ti mali človečki, to so mala razvijajoča se telesa, ki imajo včasih, za moj občutek je to mogoče malo preveč nekega napora. To so vse odraščajoči ljudje, a ne. Še ne govorim fizično, ne, tudi psihika mora biti na svojem mestu, absolutno, ampak in v obdobju razvoja, pubertete pol naprej, a ne, je toliko, ko da boš mogla majčkeno bolj v mikrofon. Toliko, ko da na neki način dobrega, a ne, toliko, da tudi iz tega fizičnega vidika pridejo poškodbe in tako naprej, a ne. Tako da, ja, glej. Ja, ker recimo dosti teh informacij takole pridejo, a ne, da je toliko preveč agresivna, ne, da so poškodbe danes glih zaradi tega, ker so previsoka pričakovanja, ne. Ja. Preveč pogosta, a ne. In so pri 16-17, a ne, marsikateri igralec v bistvu dobesedno že zaključi svojo kariero. Hči od tega Bojana, a ne, mislim, punca pele brez napake, zauči fantastično, a ne. Dala je pa že marsikaj čez, je pa 4-letnik srednje šole, a ne. Govorimo zdaj o poškodbah, a ne. In to se ti pol, ena poškodba, druga poškodba, tretja, pol to na psiho zagotovo udari, a ne, in če ni 1+1 vse tako mora biti, se ti cel sistem ta trenažni ruši. Ne. Pa tudi moramo vedeti, to je individualni šport. Pri enem skupinskem športu, ne, ja, imaš ti levo, desno podporo, je čisto drugače, a ne. Je to čisto druga pesem, to je velika razlika, a ne. Pa kruto je tudi iz vidika, ne vem, nisi prvi, drugi, tretji, sem malo karikirala, no, ampak ja, si četrti, si pač kdo si, a ne. Kot da te ni, ne. Skoraj tako, no, saj pravim karikirano, ne glede na to, da če si 20. v skupnem, še to vedno v svetovnem merilu je to še vedno več kot vrhunsko, ampak ja, ne, kot da te ni. Saj kaj pa misliš, da bi mogel, recimo, kak mindset bi mogli spremeniti mi kot družba, ne? Pa recimo na splošno kot recimo neka zveza ali pa nek športni subjekt, ne? Da ne jemlje samo prvo pa drugo mesto kot relevantno, ne? Pa da dejansko vse nekako vedno bolj podpira, ne? Ker prideš do te točke, da ne, če nisi na naslovnici, ne,
Ja. Ne vem. Zanimivo je že to, ko si toliko imamo že v podzavesti to, ali kako bi rekel, toliko smo s tem, ne vem, kako bi rekla, prepumpani ali pa, ja, toliko je že so v nas to ubili, da že si moraš prav se strezniti pa si reči, halo, čakaj malo, 5. mesto je tudi vrhunsko, a ne. Kaj jaz vem, ne vem. Je pa res, da se teži k temu, da dajmo še, dajmo. Jaz hočem biti prvi, a ne, tudi je nek cilj, moto, a ne, ki ga želiš doseči in zaradi tega tudi treniraš, se ne treniraš samo zato, ker mi je wow, ful fajn mi je, a ne. Ampak želiš nekaj doseči, a ne, in se ženeš. Jaz mislim, da je to skupek čisto vsega. Vsega tega, kar si naštel, vsakega posameznika, ki trenira, trenerjev, tak nek začaran krog, ali kako bi temu rekel. Allah je stole. Aha, ja, bomo naredila pauzo. No, dej, prosim. Te ni, a to zmoti kaj? Ne, ne, saj jaz sicer lahko to ven režem, je pa res, da v bistvu običajno pustim kar vse, a veš, okay. Da čim manj motečih faktorjev, ko pa se v bistvu ful dinamika pogovora spremeni pa vse, tako da. Okay. Ja. Sorry. Ja, sej, razumem. Razumem. Ja, recimo tukaj sva stala, ne, to vprašanje sem postavil zaradi tega, ker mi je tak, tudi samo opažam to, no, ta pressing, ne, ko gre na vsakega posameznika, ne. Ampak ko pogledaš pa ful veliko širino, je pa v bistvu ta sproščen odnos do športa ali pa recimo do nekih ciljev ali pa do nekih aktivnosti, ne, je pa včasih še bolj pomemben, zaradi tega, ker pa bistveno bolj sproščeno nastopaš, recimo v neki svoji jedro, a ne, in lažje potem greš skozi vse ovire, a ne greš pod nekim pressingom, a ne, ker marsikdo. Samo to je pol, jaz mislim, da zelo tudi odvisno od psihe vsakega posameznika, no. Koliko stabilna osebnost je, ali kako bi rekla, koliko se, ja, ker ne vem, imaš željo, da si prvi, pa si 4, pa te sesuje, ampak koliko se znaš pol skockati in zložiti nazaj, pa si reči, ok, gasa dalje, ampak resnično, ne, da v podzavesti si misliš, da te podzavest v bistvu heca, a ne, pa te spodbijati to, ti govoriš si že lahko, a ne, to, ampak ja, podzavest je pa, tu imajo vlogo tudi pol, ne vem, najbrž še ostali, ne vem, psiholog, trener, več faktorjev, ki ti mediji, starši, soigralci. Vse, tudi a si iz neke zdrave družinske celice, ti je že dala, tako smo čisto na začetku rekla, ne vem, nekaj, da se mi zdi, da če kot starš daš otroku to, da ima to svojo hrbtenico, da ve, kaj želi, da je, ne, tukaj je toliko enih, ja, faktorjev, ki so prepleteni med seboj in se poklapljajo, no. En to lažje prebrodi ta padec, drug se zelo hitro pobere, pa gre naprej, ja, in pol spet, ja, tako sem rekla, podpora okoli. Imaš že usoda, ne? No, tudi, sigurno. Se z namenom rodiš nekje, pa se ti nekaj zgodi, pa ja, sigurno. Padeš tam zaradi nekega razloga. Ja. Ne smeš ga pustiti v vati, tudi ne. Imaš občutek včasih, da tudi preveč starši držijo otroke v vati? Recimo, kar se športa tiče. Ja, ja, kar se mislim, da zdaj pač. Da splošno, ja. Meni se zdi, da preden pade, ga že prime, no. Glihen toliko, da ga ne prestreže, da meni je to tumačno. Sigurno. Kaj pa recimo glede na to, da si pač učiš, ne? Kaj se vidiš? Recimo tako, ko imaš različne otroke, kako odreagirajo? Kako recimo nekoga, ki je v vati zavit, ne? Pa pade, ne? Kako ga spodbuditi, da se
da ima da dobi to hrbtenico. No? Jaz sem zelo, če po pravic povem, sem zelo zanimiva, kar se tega tiče, ker imaš, naprimer, ti se za nek učiteljski poklic, kakršenkoli govorim, odločiš, recimo, da, ne, zato, ker pač imaš rad otroke, imaš rad to, kar učiš, imaš, ne vem, in tako naprej, a ne. Jaz ne bom za sebe rekla, da sem se odločila za, ne vem, fakulteto za šport, zato ker sem se pa noro videla da bi se postavila v telovadnico in bila učitelj, profesor športne vzgoje. In imela vse te otroke. Ampak po koncu diplome sem se trudila, da bi dobila službo v šolstvu, ampak kar neko eno leto cirka, ker ni bilo, pa sem pa zajadrala v drugo smer, mogoče še pol. Ampak zdaj, da ne zajadram jaz. Če meni ni važno, a je 4 leta star otrok, ali pa je 16 let star najstnik, ali pa je 36 let stara odrasla oseba, če steče na tisto, na prvo noto, ko se prvič vidiš, neka tista kemija prijetna, mi je ful fajn, če mi pa ne steče, imam pa ful del s sabo. Se moram pa skoncentrirati in zbrati in si reči, pa sej ta mal ni kriv, da je tako je. Res. To imam jaz del, to vem, da moram jaz, mislim, to jaz rabim sama pri sebi. Ni otrok kriv, a ne. In se moram skoncentrirati in zbrati, da sem fajna tudi do njega, v bistvu, če lahko tako rečem. In ja, in če je en, ki je malo manj motoričen, malo bolj tak večkrat narit in na tleh, ti hiter lahko, kako bi rekel, podnese oziroma, da se moraš kar ugrizniti v jezik, da ne rečeš pa dobro, no, kaj ti ni jasno, dej. Ali pa, to sem zdaj mogoče lepo rekla, a ne. Imaš pa enega, ko je pa lahko glih tak, ne vem, mogoče malo bolj slab motorik, pa pada, ampak ti steče ta kemija, ti je simpatičen, ti vse, znaš pa tudi, ali pa bom za sebe govorila, znam pa tudi jaz me to ne vrže s takta toliko in znam pač, imam več potrpljenja. In mogoče zdaj mi je na misel padlo, mogoče zaradi tega, ker se z veseljem prej pobere, on pa ne? Ma ne, niti ni nujno, da je tak. Se glih to pravim. Ni nujno, da je, ne vem, se pravim, ta kemija, ki je, a ne, ki obstaja med ljudmi, a ne. En ti preprosto sedeti je fajn, en pa ne vem, kako bi se trudil, pa počel vse po tvojem PS-u, pa ne bo steklo, pa fertik. Pa ni važno zdaj, ali si tako sem rekla, star 4 leta ali je pa 40. In glede na to ja, nisem tist učitelj ali pa zdaj inštruktor, pač zdaj smo pri smučanju, ki bi kar vse otroke, lej, kako je fajn, ja, pa fajn, pejt gremo, komaj čakam, da te naučim smučati. Da mogoče je to malo antireklame za mene, ampak ne, no, mislim, saj ni, da sem, ampak jaz rabim sama pri sebi se malo bolj zbrati, pa si reči, da ja. Ne, pa sej veš, se ta energija mora biti, ne, sej, recimo zdaj, če hočeš, da ti nekoga dobro naučiš, ne, mora tudi na drugi strani biti neko sodelovanje, pa tak, ne, mora biti v bistvu neka želja, a ne, sej najtežje je delati z ljudmi, ko si ne želijo, ne. Ja, no pa imaš pa še take, pa da je, ja, no, to je pa spet ena opcija, da pa more, zato ker mu je mami rekla, pejt, moreš. Ja. On pa noče, a ne. In to je pa pol spet. Ja, tretja vrsta. Ja, ker ne vem, to in enostavno pač pustiš stvari, jaz doskrat tako opažam, no, da se stvari kar same pač zložijo, ne. Ja, sej se klikne pol na eni točki. Klikne na eni točki, ja. Doskrat lahko na tak način pol tudi pomagaš, ne? Marsikomu, ne. Ja, sigurno.
da preklopi, ne vem, da se nekaj zgodi. Ne. Recimo. Recimo. V bistvu, kdaj si pa ti začela biti inštruktorica potem? V bistvu, najprej si verjetno z ljubiteljsko smučala z mame, pa tako naprej, se pravi, to Tako čisto. smo smučali, mislim, vsa leta smo smučali. Kako ti je pa pol ta želja zrasla v tebi noter, da si rekla, jaz pa bi vseeno to delila v prvem to znanje? letniku faksa smo imeli predmet alpsko smučanje in tam so nam pač razložili, da jaz sem preko fakultete za šport naredila, zdaj so spremenili nazive, prej je bilo učitelj alpskega smučanja 1, 2 pa 3, to bile 3 stopnje, zdaj je pa SD1, SD2, zdaj sta pa 2 stopnji, zdaj so malo to terminologijo in to so malo spremenili, no, nima veze. In jaz sem imela, ker sem bila na fakulteti za šport, sem imela preko faksa to možnost narediti. In v prvem letniku smo imeli alpsko smučanje in so nam pač povedali, da na koncu je, cel teden smo bili na Rogli, in na koncu si mogel ti narediti izpit, praktični in teoretični itak, in za toliko pa toliko ti narediti si mogel. Zdaj, če je bila pa tvoja želja, da postaneš pač učitelj 1, to je bila prva stopnja, pač si mogel za toliko pa toliko točk nabrati skupaj, da si bil pač učitelj 1, da si dobil ta naziv, In če bi zdajle bila mami zraven, bi rekla, mene je skoraj kap, ko je prišla Lea, me klicala, mami, jaz. Točno tako je bilo. Sem rekla, mami, meni je čisto vseeno, naredim prvi letnik faksa ali ne, sam da naredim U1 za alpsko smučanje. Tako da, ja. Mislim, da je simpatično to, da si v bistvu tako zelo zgodaj. To mi je bilo strast, ja. Neka želja. Mogoče sem jo glih zato, ker sem noro rada smučala, ampak nisem bila nikoli tekmovalka, nisem nikoli tekmovala, nisem nikoli trenirala smučanja. Sem si pa na nek način tukaj želela v bistvu sama sebi dokazati, da zmorem. In se spiliti v tehniki in vsem pač na tak način. Mogoče zaradi tega. Neka kompenzacija ali kaj pa vem. Pa si imela recimo v tistih najstniških letih kakšne ponudbe, da bi recimo šla v profesionalno, recimo tako, pa kako si se s tem soočala? V kakem smislu? Ne vem, da bi recimo šla trenirati prav, a si imela te ponudbe ali nisi? Ne, jaz sem, ne. To moraš dejansko iti v te, ne, to ne. Ne, bilo je pa, da bi šla v tujino učiti, ko sem enkrat naredila za učitelja smučanja, Ker v drugem letniku smo imeli še enkrat alpsko smučanje, si pa pač v 2 letnikih je bilo, sem bila še tista zadnja generacija univerzitetnega 4-letnega sistema na fakulteti za šport, pa je prišel pa bolon za mano. In v drugem letniku smo imeli tudi alpsko smučanje in tam si lahko pa, ne vem, če si toliko pa toliko pik dosegel, si naredil pa za 2. In jaz sem, pa je bilo pa, ne vem, za tujino so me je bila pa tudi mami tukaj v zadnjih, tudi dobro poznala, je rekla, Lea, ti ker lepo faks naredi, ko boš pa faks končala, pa hodi zaradi mene po tujini, kjer hočeš. Rekla, prosim, naredi najprej faks, tako treba. Ker ja, jaz sem tip, kot če bi šla, ne bilo bi, ker bi me odpeljalo. To govoriš o te usmeritve, ki jih moraš dati otroku. Ja, recimo. Da ne zbezla. Pa mi ni žal, sem vesela, da sem dejansko tek naredila, diplomirala, ampak pa življenje pa neslo druge poti, pa kljub ponudbi, nekaj pa ne hvala, da pa nimam potrebe niti več, da bi neke želje, da bi. Da si pa v bistvu začela, mislim, pa si že kar takrat začela? Kar takoj sem začela. V bistvu kar takoj sem začela, pač prek študenta, začela sem na kopah, koliko sem bila stara, mislim, da 18. Takoj sem v bistvu, takoj tisto prvo zimo sem že kar začela, Bravo. Ja, in od takrat naprej praktično skozi. Mislim, da sem bila 2 leti na kopah, za kopami sem bila pri SK Velenje, smučarskem klubu Velenje, kar nekaj časa. Zdaj sem pa mislim, da od 2015 ali
16, se ne vem točno, no, sem pa zdaj na Golteh pri Belmu Zajcu. No. Tako da, V bistvu lepa pot, ne? mislim, ja, V bistvu ja, lepa pot. Ne? spremlja me praktično. Je na nek način, najprej je bilo to študentsko, pa ko sem pa odprla v bistvu svoj SP, mi je pa na nek način to tudi zimski zaslužek, no, zimska služba oziroma del kot služba. No. Kako pa gledaš na to, no? Glede na to, da so zime vedno bolj mile, ne? Kako se ti to zdi? Mislim, da je ali ni, ne? ne Letos veš. je bila kar v redu, ne? Letos je bilo kar v redu v bistvu. Letos je bilo zelo lepo, ja. V dolini ga je vedno manj, Kaj ne? pač smo, ja. Nič kaj ne moramo kaj dosti. Dvomim, da bomo začeli hale pri nas v Sloveniji graditi s smučišči zaprtimi. Ja. Ne vem, da je vse posod tak. Tu po eni strani imamo še v bistvu lepo Tu okolje. je še vse, kar mislim, da bolj kakor da so zime mile. Mislim, ja, naše zime mile, ampak vse se tako majčkeno naprej prestavlja, se mi zdi. Kak mesec kasneje začeti treba smučati, ne že začetku decembra. V takem smislu, no. Nimamo nekega vpliva. Ja, se to je res. Ne. To je res. Pač. To pač je priložnost, ki je ponujena. Ja. Zdaj, če bi se čez noč zgodilo, da tule ne bi bilo več snega, pa da jaz ne bi imela več začeti smučati, najbrž glih se ne bi šla truditi nekam v svet iskati. Ampak bi pač šla čisto familiarno še smučati, to je pa to. Kam te je pa v bistvu pot še pol zavedla? Mislim pač povedla, no, tako. V bistvu šla si tudi v podjetništvo, pa v wellness, pa v te stvari, če to prav razumem? Ja. Kako si pa to v bistvu pol izbrala? To je bilo pa tako, da je po koncu diplome, ko sem diplomirala na fakulteti za šport, ko sem rekla prej, sem kar leto, no, je bilo, sem dejansko se trudila, da bi dobila službo v kakršnikoli šoli, osnovna, srednja šola, kot profesor športne vzgoje. Če bi takrat dobila, bi tisto sprejela in bi najbrž še danes bila učila. To sem prepričana. Ker pa nisem, je bilo pa tako, da sem od nekdaj me je veselila, kako naj rečem, kozmetika, wellness in te stvari, pedikure, manikure, masaže. To mi je bilo ljubo. In nikoli nisem, kako bi rekla, da bi bila to moja prioriteta, nikoli. Da bi rekla, zdaj grem pa na srednjo kozmetično šolo. Tudi slišati ne bi htela, če bi, ne. Ampak vedno mi je bilo pa res ljubo, tako za zraven recimo. In pol je naneslo, ker pač nisem dobila priložnosti v šolstvu. Sem rekla, nič, zdaj grem pa, ne grem kar tako v eno službo, zato da imam službo, a ne. Sem se vpisala v srednjo kozmetično-tehnično izobraževanje odraslih. Ja, in v bistvu zajadrala v to smer, na nek način tudi v kozmetiko. Se je pa v bistvu, začela sem tako, da sem delala na terenu. Mene živ Bog ni poznal, da se ukvarjam s kakršnokoli masažo, ali pa vsi so vedeli, da sem na difu in to je to pač, ne. In zdaj kako štartati, dejansko sem čez noč odprla espe in začela, ja, na terenu. Ne vem, zaželiš si masažo, pokličeš, pridem k tebi z masažno mizo in te zmasiram. Pol je pa naneslo tako, da mislim, da sem to imela ene 4-5 let, sem na ta način funkcionirala. Pol sem pa zanosila, se je pa v bistvu, tako bom rekla,
kar zelo naporno je že bilo pol na koncu. Mislim, to si se pelil, ne vem, ene hiše bloka, druga hiša, tretja hiša, v dnevu pa trogat vso to mizo noter iz avta v hišo, nazaj v avto, do drugega stanovanja, spet ven, spet si prišel domov, ves ta cokn pok vsega. Ne, naporno je že bilo to pol kar, sploh ko sem zanosla. Se je pa tek kar dobro poklopilo. Smo pa glih takrat tudi v bistvu se doma odločili, da bi naredili glamping. Prvi biti, da bi na nek način v bistvu imela mami malo penzijo. Moram povedati, da jaz sem že v diplomski nalogi, v bistvu je bil moj naslov, mislim, da če se ne motim, idejna zasnova športno-turističnega kompleksa Langus ali nekaj taki. Neka idejna zasnova, ja, da bi tukaj, kjer živimo, bil nek športno-turistični kompleks, ja, ki bi, ne vem, nastanitev, kakšne športne dejavnosti, v tej smeri majčken. No, pa je pa dejansko, tako sem povedala, naneslo, da mi smo v bistvu kar prestopili zraven, jaz, pač mož, brat tudi. Pa zagrabili v bistvu in imamo zdaj doma, tam, kjer živimo, zraven tudi ta glamping Langus. In je narejen iz samih cirka 40 let starih Adrijnih prikolic. Ki so vse v bistvu prenovljene, renovirane, praktično prikolica je samo školjka od odzunaj, noter je pa taka simpatična mini hotelska sobica. No, in v eni izmed teh prikolic je tudi moj tak majhen, simpatičen kozmetičen salonček. Aha, ga imaš kar tam noter. Tako da ja. In sem v bistvu čez noč preklopila na doma, ne več na teren. Stranki, to je bil kot sem videla, da je bil edini način, na kak način stranke pridobiti, glede na to, da me nobena ni poznala, da se s tem ukvarjam, da sem bila na terenu. Strankam sem povedala, kaj se je zgodilo, da sem zanosila, da pač žal ne morem, da sem zaključila s terenom in da vabljene k meni domov. In moram reči, da je bil zelo pozitiven odziv. Ja. Kakšne so bile pa recimo te, recimo, da stopiš na to pot, ne? Ovire, ker je tudi veliko novega, ne? V bistvu Vse je novo, ne? Vse novo, v bistvu. Kako si se s tem soočala? Pa kaj naj rečem, na nek način sem bila skozi živela v družini, da se pravi izrazim, ne vem, mami je skozi imela SP, večino časa, pogumna, hrabra, brez neke ovire, ima nek cilj, si ga zastavi, ga naredi, izvede in tu se lahko mogoče celo navežemo na prej, ko smo se pogovarjali, neka zdrava družinska celica, ki ti da neko zdravo samozavest in te stvari, jaz mislim, da šteje, ni važno, po kaki poti v življenju hodiš in greš, je to res tisti temelj, ki je ful pomembno. In nikoli me ni bilo strah. Vedno sem imela odzadje, zaledje in podporo več kot 100-odstotno. Prej pri mami, ko sem spoznala svojega Mitja, moža, pri njem, pri bratu. Pa res me ni bilo strah. Res. Mislim, kar če ne probaš, ne Kaj pa ta celica, no, ko smo spet nazaj šli na to celico, ne, ker tudi osebno jaz sem istega mnenja, ne. Se kje pa lahko zavoziš to celico, ne? Ne. Veš, recimo, zmerno je več plati, ne. Eni nimajo samozavesti, eni jo imajo, ne. Eni imajo pogum, eni ga nimajo, ne. Ja, pa vsega je fajn v pravi meri, ne. Ker če imaš neko tisto samozavest naduto, tudi ni več spet fajn, ne. Če bi pravo mero urezati vsega, je
je kar umetnost, po moje, no. Ne vem, že to, da ne zavijaš otroka v vato, to, kar sva prej govorila, da ga ne ščitiš na vseh možnih na vse možne načine, bogi, a ne, ni, se mora izkusiti, mora pasti, ker če je v padu, ve, kaj to pomeni. Ne vem, ko spleza na stol, mu ne boš rekel, padel boš, ampak boš rekel, čuvaj. Previdno plezaj. Mislim pa, da, ali pa bom rekla, kaj sem jaz občutila, zakaj se mi zdi, da sem jaz tako, kot sem. Zato, ker sem ob svoji mami občutila neko varnost, sigurnost. To je tudi ogromno, ne vem, ko je meni, ko sem bila majhna, rekla, ali pa še zdaj, ko mami reče: "Lea, vse bo okej." Jaz sem vedela, da bo vse okej. Zato, ker je bila, vedno sem ji lahko zaupala, tako kot reče, tako je. Vedno se je tega držala. In da starš otroku občutek varnosti, in zaupanja in sigurnosti to je nor občutek. Da ima otrok meje postavljene, ker otrok mora imeti meje. Absolutno jih mora imeti, zato da funkcionira, ker saj če je vse razpeljano, ima tudi v možganih človek vse razpeljano. Pa ogromno ljubezni. Ne vem, če kje reče, ga ljubčkaš pa preveč, pa cartaš preveč, pa rečeš, rad te imam 10-krat na dan. Ne, ni tega preveč, tega nikoli ni preveč, to ni merilo razvajenosti. 100% ni merilo razvajenosti. V to sem 1.000.000% prepričana. Kaj pa bi bilo merilo razvajenosti? Pa, mami, kup mi to, ja, na, pojdi, gremo. Ne vem, da je to banalen primer. A ne, oziroma, da ni okvirjev. Da kar vse lahko. Da bo kao otrok povedal, kako bomo danes, ne vem, dan preživeli. Ne gre to tako. Ti si star 5 let, jaz sem stara pa toliko, pa mogoče imam malo več izkušenj kot ti. Kar ne pomeni, da mu ne ustrežeš. Pa da te kdaj okoli prsta ne zasuče. Itak te, zavestno. Se to je zavestno. So mojstri. So mojstri, absolutno, ampak, a ne, da vseeno, ja. In ja, jaz sem imela skozi celo otroštvo, oba z bratom sva imela skozi celo otroštvo to varno zavetje, to sigurnost, ta steber starša, ki pač se lahko zaneseš na njega 100-odstotno. Ja, ker to ti v bistvu pol tudi skozi celo življenje pomaga, ne? In v športu, in 100%. 100%. Vsi pravimo, to sem pa ljubezen. To tudi. ja, se gre eno z drugim, ne? Eno z drugim. Gre z eno z drugim, ne? V bistvu, ker recimo pol tudi, ko te gledaš, ne, a lahko to srečo pa zadovoljstvo pol tudi deli lažje naprej, ne? Je tudi to eden izmed pogojev, ne? Sigurno. Ker pol tudi recimo, če nekaj razviješ, neko veselje pa neko radost v čemerkoli, ne? Čemerkoli, ja. To tudi pomeni, da v bistvu pol tudi to deliš naprej, ne? In Sigurno. Ampak recimo, ko si imela te tečaje pa te stvari, ne, imaš recimo, kako pa recimo izgleda tvoj urnik, no, tako, da gremo malo nazaj v to smer, ne, se pravi, kako izgleda recimo urnik celega recimo nekega dneva, recimo enega učitelja smučanja, ne. Ja, zdaj, mi v tej tukaj, jaz sem pač zdaj nanašala na šolo smučanja Beli zajec, ker pač kako funkcioniramo tukaj. Mi imamo razpored, in jaz pač moram vsak dan biti gor, podpišeš, v kateri ekipi si, vsako sezono, a ne. In pol imaš razpored in ti moraš biti gor, ne vem, ob 8 se gre na gondolo, ti gor in pol imaš
vidiš, koliko imam. Jaz za jutr vidim, koliko imam že, če imam kako uro, naprimer jutr, naslednji dan blokirano, pa še kar sproti pride, a ne. Do 4 je odprto smučišče in pol rečeš, to je to. Aha, se Greš pravi, v iz bistvu to je službe. čisto- Praktično je na nek način To služba v bistvu. kot služba in zato je meni ta sistem tukaj prijal, ker prej, ko sem bila študent, vse mi je bilo vseeno. Meni je bilo samo, da se imamo fajn in to je to, a ne. Malo še nekaj dobiš zraven, pa gremo, a ne. Ko sem pa odprla v bistvu svoj SP, ko sem začela tudi v bistvu SP sem odprla, ko sem začela tudi s temi masažami in z vsem tem. Pa ko sem zanosla in ko se ti začne neko družinsko življenje, pa moraš biti ti majčkeno bolj poštiman pa discipliniran, pa pač urejen, a ne, kar se tega tiče in da je nek red. Zdaj, če nisi ti pač nekje v službi, a ne, greš tudi ob 8, prideš ob 4, tako si moraš pač narediti sam pri sebi. To je mogoče nek minus, biti samozaposlen oziroma imeti svojo firmo, recimo, ali pa na tak način, kot jo imam jaz. Ker ti pač, če sam ne boš, ne bo, a ne. Se moraš nek urnik si urediti, a ne. Ni nekoga odzadaj, ko te prisili, da greš, a ne. In mi je to zelo potegnilo tukaj, ja, ker sem vedela, da pač zima nekako je ta smučarija, pol po popoldnevih pa še pohendlam kako svojo stranko, a ne. Ja, ker v bistvu to imaš 3 aktivnosti pa 3 Ja, dejavnosti, v bistvu je, je- zna biti kar fejst. Ja, v bistvu je, zdaj imam, lahko se razdelim mogoče na zimsko sezono pa na letno sezono, a ne, Ja. svoj posel. Zdaj pa pozimi je pač na tak način, a ne. Poleti je pa pač glamping rihtamo, a ne. Zdaj z mami malo postelema, pa malo počistima, pa malo porihtama. Mislim, se to je osnova, ne. Mitja kaj popravi, vsako leto je kaj za zrihtati, pa skupaj z roko v roki zelo dobro funkcioniramo, no. Res pa je, da si stojimo ob strani vsi, no. In gre. Je pa zanimivo, ja, no, tako kot sem rekla, zdaj treba se je malo poorganizirati, ampak gre. Je pa prednost, ker si lahko svoj čas tudi tako poorganiziram, da sem veliko časa s svojim Janom, kar je ogromen plus. Zdajle sem na primer, zdaj koliko, 10 let ali koliko je po diplomi moje, ali kaj sem, 11, 12, saj ne vem točno, saj ni važno. Takrat je res bilo, tako vsi so še imeli glih ene 7, 8 let do penzije, res je bilo težko zraven priti, no. Saj ko si enkrat prišel v šolstvo zraven, si pol se lahko nekaj pomuval, ampak zdajle sem pa dobila par ponudb, kar tako čez noč so začele ponudbe padati, a ne, za v šolstvo, da naj pridem učit, a ne. Pol pa en delček mene tako, sem rekla, kura, kako bi kaj bilo, saj v bistvu sem to doštudirala, to sem po poklicu, a ne, kako bi. Pa je moj Mitja rekel, Lea, daj, je rekel, vrš na vago. Življenje, ki ga imamo, pa kako bi bilo življenje, če bi ti zdajle šla pa se odločiti. Ni rekel, ne, kaj je s tabo, ampak dobesedno je rekel, daj si pluse pa minuse si daj pri enem stilu življenja, ali če bi ubrala zdaj drug stil. No, zelo hitro sem rekla. Ker takole podpišem, ko je do konca, pa je Mislim, še super. zmeraj lahko zbereš, ne. Še zmeraj lahko, če bi zdaj, ne vem, ja. Če se karkoli. Sigurno, ja. Še zmeraj lahko. No, ker recimo, da imaš 3 dejavnosti pa 3 aktivnosti, ne, Ja. to je kar gužva, ne. Po Pa eni saj se, strani tako. saj se dobro saj pravim, saj se v redu razporedi, no, kako naj rečem. Saj pravim, glamping je res ta poletna sezona, pa smo 3 v bistvu, no, ko pohendlamo nekako, pa stisnemo, pa
zima je pa tudi pač pol. A so bile recimo pri gradnji glampinga, recimo kakšni taki izzivi, ko, ne vem, veš, ker recimo rabiš razna dovoljenja, rabiš... Štart je bil takle, ja, zanimivo je bilo, no. Ker recimo to zna biti kar samo Ja, vse je bilo zanimivo, no, ampak smo kar v redu šli skozi. Padla je, mislim, da čisto v štartu je bila ideja, da bi naredili lesene hiške. Takrat, ko glamping je, mislim, da zdaj bo 5. sezona, če nisem zaštrikala, no, se nima veze. In tedi 5 let, recimo 6 nazaj, je ta glamping se mi zdi začel postajati oziroma je Modna začel muha, modna muha, je začel glamping, izraz tudi se je začel pojavljati in pa je to, a ne, in tak naprej. In no, ko smo se mi začeli zanimati, a ne, kak pa kaj, da bi mi to, pa imamo vse na svoji zemlji, na svoji parceli pač postavljeno, a ne. Ne vprašaj, to dovoljenje, to gradbeno dovoljenje. Preden dobiš papirje, tek daš en haufen denarja v to, da dobiš, pač čakaš, ko Noe Barko vse skupaj. Pol bi se šele, po mojem, mi bi šele zdajle začeli graditi, če bi se tak sistem šli. Pa smo se res smo šli občina, upravna, res pozanimati za vse, pa kaj, a ne. Pa pravi enkrat, mislim, da je rekel brat Simon, je rekel, pa ko jih, da ne rečem, ka, ne. Mi mu dali lesene hiške, mu kar na te vlečne prikolice, pač na prikolico navadno postavili, pa bo lepo na kolesih, pa nimaš kaj, a ne, pa ni gradbenega dovoljenja, a ne. No in pol klikne ideja, čakaj malo. Kam prikolice? To pa gre skozi, ne? To pa gre skozi, če mi hočemo začeti jutri delati, a ne. Ne da boš čez 5 let šele lahko prvo lopato v zemljo noter pač zapiknil, a ne. In smo zagrabili to idejo in v bistvu smo začeli. Glamping je praktično narediti, vse smo sami naredili, no. Brat Mitja, prikolice so nabrane po celi Sloveniji. Ene so bile take, da so se še dale priklopiti na avto pa pripeljati, ene niti to ne. So, tako sem rekla, cirka 40 let stare vse Adrine, se pravi vse slovenska firma prikolice. In se je začela ta pustolovščina. Bilo je pa glih v redu, tedi je bila korona in je bil v bistvu cajt za to delati, no, kako naj rečem. Ja. Mislim, da V bistvu smo bili doma, ne? Ja, dosti smo bili doma. Dosti ljudi je bilo doma. Ja, ne, in kot sem rekla že prej, imamo v bistvu 6 bivalnih prikolic, kapaciteta je 21 maksimum ljudi. Pa ena je kuhinja, skupna, tudi prikolica, ampak noter je praktično, v vseh prikolicah je notranjost čist. Kako ste prišli na to idejo, ne? To vi ste dovolj zanimivo. Tu lahko rečem, da je ta dizajner pa tak ima te ideje in kako izgleda vse, kar moja mami, no. Res? Res. Ona ima zelo smisel in čut za to. Tudi brat. Tudi jaz, lahko rečem, in sem tudi stopila zelo zraven, ko sem mu, no. Tako da ja, no. Ja. Ker v bistvu pa to ste notranjost čisto odprli? To je čisto, to je vse razsuto, vse praktično res samo školjka, samo oblika je prikolica ostala. Noter vse ven, izolirano, poknaufano po tleh. Ste sami delali? Ja, vse. A res? Vse. Bravo. Tako da ja, zanimivo je in čisto vse so na tak način narejene. Nobena prikolica ni, ko se sliši pač kamp prikolica ime, ima vsak podobo kamp, klasično kamp prikolice, kako not izgledajo prikolice, ampak nobena ni tak, no. Vse so res, bivalne so praktično sobice, mini hotelska sobica, kuhinja je noter,
Orang konkretna kuhna. Zelo zanimivo je, da naši gosti, ko pohvalijo, zelo pohvalijo prav kuhno. Vsak reče, še doma nimam toliko smiselne kuhne, s toliko opreme, kakorkoli se obrneš, imaš vse na roko. Zelo je simpatično, no. Mitja je verjetno tisti, ki je mojster tega. Ne, mami. mami je bila tudi? Mami. Res, to je res, ja, glede na to, da je Mitja kuhar, ja, bi rekel, ampak ne, res je, tukaj je res, da zgleda vse tako zgleda, je res mami tista, ki je ta glavna, no. Simpatičen. Nekaj, ker recimo to, da se spustiš recimo v en tak projekt, ne. Spet moraš biti kar, imeti pogumen. kar pogum, ja. Moraš biti kar pogumen. Ja. Sploh pa v tistih časih, ne, ko je bilo še Ja, dost ja. vse tako malo Ja. ne veš, ne, v katero smer v bistvu se bo v bistvu cela igra zapeljala, ne. In, Ja, zdaj je tako, da mami je pol šla v penzijo, pa sem pač jaz, ker je tudi imela SP prej, a ne. Pa sem jaz v bistvu to dejavnost prevzela. Tako da smo pa zdaj skupaj v tem, no. Vsi trije. Ja. Ne, saj ker recimo pač, ker ko gledaš en tak turističen kompleks, ne, kakršenkoli, ne, si dostikrat recimo to predstavljaš, da je v bistvu bolj sezonsko, ne. Ne. Pa je sezonsko? Ja. Mislim, mi smo tudi zastavili tako. Aha. Mi smo čisto namensko zastavili tudi, da je to samo ta poletna sezona, mislim, čez leto, no, takole zdajle se konec aprila za prvomajske recimo smo odprti. Pol pa na jesen, pa recimo oktober, še do zdaj smo imeli cel oktober odprt, po je pa že tako hladno, da zapremo. Zdaj pa ena stvar je, eno dejstvo je to, da paše malo odklopiti, oddahniti se čez zimo. Eno dejstvo je pa, da je tudi malo voda problem, no. V kopalnicah, v kuhinji je, ne, bi pomrznilo hitro. Ja, pa ogrevanje rabiš Pa napeljati. vseeno je, ja, tako zasnovano na ta način, da pač v bivalnih prikolicah nimajo posebej kopalnic znotraj prikolice, a ne. Kopalnice so skupne. In hladno je, no, mislim čisto. Ja, saj je logično, saj v bistvu vsi glampingi so v bistvu tako nekako zastavljeni. Ja, čisto zastavljeno je že v štartu, no, da je na ta princip, ja. To smo pa malo razdeljeni. Midve smo bolj tiste, ko pospravljamo, pa to delamo, povi so pa bolj tisti, ko čvekajo pa sprejemajo. Oziroma, tako bom rekla, radi počvekajo. Je pa res, da ne vem, mogoče se razlikujemo od ostalih v tem osebnem kontaktu z gosti. Vsakega gosta sprejmemo, povabimo noter, mu razkažemo, ga čez dan greš pogledat, vprašat, če mu je fajn, če kaj rabi, vedno mu poveš, če karkoli rabite, tule je moja telefonska, mi zraven živimo, glej, vse bomo rešili, sam povej, oziroma na nekem takem se mi zdi, da dandanes ljudje rabijo to. Ta, kako bi rekla, ta oseben tak, da se mu posvetiš osebno, ne da je kar ena cifra, ko je prišel, tule imaš ključe, pa deli, kar hočeš, a ne. Ker smo, lahko rečem, družinski, butičen, edinstven glamping v tem pogledu, no. Ja. Ja, in se dejansko vsakemu gostu se posvetimo, vsak na svoj način. Ker recimo ta osebna nota sama po sebi pa ne ima, tako kmečki turizmi recimo na splošno, ne, imajo isto to tako toplino, ne, preprostost pa s toplino, ne, zdaj če tako zastaviš celotno zgodbo, ne, je to v bistvu čist prava smer, ne. Ja. Saj tisto, ko želi imeti, v končni fazi se tudi ne živite sred mesta, ne. Točno tako je. Je to čist se bolj tisto, ko bo pa hotel imeti kraj. drugače, pa tako že v osnovi ne rezervira nekaj takega, oziroma se ne odloči za tak stil dopusta ali pa oddiha, bom rekla, no. A ne. Tako da ja.
Pa ko recimo, ko razvijate recimo to, ko ste razvijali to celo idejo, ne, ste imeli še kako alternativo? Mm-mm. Ne. Mm. Je v bistvu nekako bila ideja To je to zasnovana. in izvedena. Mhm. Čist. Mhm. Točno tako, ja. Ni Jaz bilo, sem v končni kaj pa fazi če je to, pa to, pa to. Tako se, ko za nazaj gledaš, ali pa ko smo se tako pogovarjali, če bi vedel, kaj vse ti za sabo potegne, naprimer, od, kaj ne rečem, tega, da bi vedel, da bi sploh uspel poštudirati, ne vem, ograjo, koliko šraufov je to prineslo za sabo, da bi take stvari vedel preračunavati. Naprej, vprašanje, če bi se lotil kdorkoli, česarkoli. Ampak glih to je ta čar. Zdaj za nazaj bi rekel, ne vem, če bi še enkrat šel, ampak lej, ker je tako kot je, pač stopiš v te škorne pa štartaš. To je v bistvu veliko ljudi mi že takole reklo, no, pa tako, ko se pogovarjam, da če bi preračunal, ne, Ja, se ne bi lotil, ne. Ker so izdatki so mislim, enormni. ni računice. Te kap, preden začneš. Mislim, je. Ja. S te amortizacijo ste naredili v bistvu 50 let, da se zamortizira. Ja. Ja. Pa moraš vedeti, ogromno je les, pa to je vse iz našega gozda. Aha. Tudi, naprimer. Ima tudi ta čar v bistvu. Slovenske prikoličice, pa Se to me domač zdaj, les, ko si to omenila, so pol tudi notranjost, ko je narejena iz lesa, ne, je narejena tudi po imenih, se pravi, da je smreke. Ne. To je bila pa pač ideja. Slovenija je država, ki jo na nek način predstavlja tudi gozd. Ogromno gozdne površine imamo, zelena je Slovenija, a ne. Narava je. In je padla iz tega vidika bolj ideja, da bi bila ena, se imenovala, ne vem, imamo bor, bukev, smreka, hrast, javor, macesno. Ampak notranjost ni ena smrekov les, druga. Bi bila pa dobra, ne. Bukov les, ja, lej, ideja. Ideja, ja. Bila pa Ja, dobra. ni. Simpatično v bistvu tole. Nisem si mislil, no, da ste takole skupaj zaokrožili celo zgodbo, no. Tak, Ja. pa celo izkušnjo, no. Je zanimivo je. Mislim, luštno je, no. Ja. Kaj pa v bistvu, kako pa gledaš recimo naprej? Ne vem. Kaj vidiš recimo, kam te vleče? Mislim pač verjetno zdaj določene stvari so, ki jih ne boš mogla dati, ne, pač so stvari, ki so kot glamping, pa te stvari so dolgoročne, a ne. Ja, to je, ja, na nek način v bistvu je bilo tako, kot sem rekla prej, kar se glampinga tiče, pač prevzela sem od mami itak sodeluje zraven familija. Midva sva rekla, da nekoč nekdaj, vsaj zaenkrat imava to idejo, da želiva to naprej peljati. Tako da tukaj to. Kar se tiče smučarije, si želim, da bi zmogla čim dlje v bistvu na ta način funkcionirati, da bi mi zdravje dopuščalo, da bi lahko to počela, jaz sem rekla, do konca življenja. Se v bistvu kot učitelj se v bistvu ne preforsiraš, ne? Ali se ti zdi, da se? Se tudi lahko. Dobro, če si od 8 do 4 skozi na smučkah, a ne, je to tudi kar utrujajoče, Bom ne? rekla, jaz gledam na to, tako 5 ur na dan je že kar konkretno. Pa moraš vedeti, da je to odučiš, prideš noter, zamenjaš učenca, pač pod narekovaj učenca, a ne. Greš z njim ven, prideš nazaj noter, zamenjaš, greš 5 ur skozi tako. Biti skozi v bistvu v nekem fizičnem naporu, ali kako bi to rekel. Pa tudi konec koncev psihično je, ali pa bom rekla, je ena velika odgovornost. Ti imaš, ni važno, je začetnik ali pa tudi pol naprej smučar, na neki način si odgovoren,
kaj se z njim dogaja, a ne. Pa na sedežnico gor, pa zelo hiter lahko, ne rabi biti tukaj odzadaj neka šlamparija ali pa nekaj, da se nekaj zgodi, a ne, pa vemo, da mislim pri smučanju lahko padeš zelo malo ali pa nekaj malo, pa je lahko tudi kaj hujšega, a ne. Tako je, ampak okej, bom rekla zdaj, če bi tako miselnost imel, pol ne bi to delal, a ne. Saj pri vsakem poklicu so neki riziki, pa pač vzameš to v zakup, a ne. Ampak fizično je naporno, no, ne morem reči, da ni. Ker je tako vse skupaj, pa to biti dan za dnem, ne. Zdaj pa ja, pač, če to delaš z dušo in srcem, je to lažje. Pa ti je to pač tudi, je neko noro zadovoljstvo, na primer, ko uspeš nekoga, ko je čisti začetnik, pa ti spele, pa je ena sama sreča, pa vesele, pa dober feedback. Mislim, to ti da energije, pa zagona, pa elana, ne da se povedati, koliko, a ne. Pa ni važno, je to en mali Pamš ali pa je ena odrasla oseba začetnik. Ko imaš ta občutek, koliko ti zaupa, verjame, koliko ti 100% je prepričan o tebe, ker mu daješ to varnost in da če rečeš, da bo tek, bo tek, če rečeš, da bo tek in na koncu vidi, da točno tako, kot si rekel, da funkcionira, deluje in da doseže ta cilj, po katerega je v bistvu prišel. To so noro lepi občutki in to ti da to motivacijo in energijo, da zmoreš, v bistvu, preprosto, da zmoreš, a ne. Je pa pač, ja, naporno. Ja, je naporno, po drugi strani si pa na svežem zraku, med ljudmi, pa med ljudmi na drugačen način kot en, ko je, ne vem, za šalterjem v banki, pa pride en, pa te skoraj vsak ta drug najbrž nekaj maltretira, a ne. Še vseeno se pozna, da tukaj večina ljudi pride na neki dopust, na neki odmor, zraven si privošči še to in je njihovi možgani in njihova miselnost je spočita. Bolj sproščena pa so bolj sproščeni in manj zategli in manj, ne. In to se vse pozna, iz tega vidika je to velik plus. Ali pa, ne vem, da primerjam zdaj, da bi jaz v šoli učila v telovadnici, pa tisti otrok more biti na uri športne vzgoje, a ne. Čeprav mu na primer ni, a ne. Tako da ja, glej, to je velika prednost, a ne, in na neki način sem se preko smučarije in načina, ki ga pač imam, zadovoljila s tem, da sem še vedno v svojem poklicu. Ampak mogoče, ali pa nič mogoče, na lažji način oziroma na manj presinga imam, absolutno. Ali si v šoli profesor, pa imaš nad sabo to, pa ono, pa tretje, pa četrto, pa en starš tak iz one strani, drug iz druge strani. Otroci so tudi en tak, ali pa to, kar sem prej rekla, ne. Tule pride familija na off, uživati, se sprostiti, zraven še malo posmučati, se kaj novega naučiti. In je razlika. A takega učiš ali pa tisto drugo stvar, a ne. To je velika razlika. Ja, ko recimo ta dinamika je kar, mislim, po tvojem počutju se pol to pozna, ne. Ja. Tudi z večjim veseljem greš, ne. Ja. Dlje časa si pripravljen to Ko se začne sezona, ko malo med poletjem malo odklopim, ko se začne, rabim kak teden, da se nazaj vklopim v smučarijo. Ko pa padem not, je pa spet luštno. Mi je pa to ta rutina, ki je nepogrešljiva v bistvu. Ko gre pa proti koncu sezone, je pa že tudi tako, da že pa pol tudi malo paše, da je konec. Ker je, mislim, naporno, je na neki način tempo, a ne. Ja, v bistvu se čisto drugače, a ne, če si ti spočit ali pa recimo imaš mogoče samo umski napor, ne, ali pa
ali imaš fizičnega tudi, a ne, ker ta dva sta kar eno z Sigurno, drugim, ja. se kar duplira to, ne. Čist, ja. Ni tako enostavno v bistvu fokus držati, pa koncentracijo, pa tudi odgovornost, ne, po drugi strani, ne. Ja, moraš biti kar zbran, no. Ja. Ne moreš kar z levo roko jemati. Kako pa recimo, ko so starejši, recimo, a je včasih lažje nekoga naučiti, ki nič ne zna, ali je lažje nekoga popraviti v tehniki, a ne, prihaja tudi taki? Ja, vse živo pride. Kaj pa je lažje? Jaz bom tako povedala za začetek, ponavadi me vprašajo, je lažje učiti otroka ali odraslega. Pa jaz, če bi se zdaj mogla res odločiti, bi takoj rekla odraslega. Ampak to je iz vidika, ker mi je lažje, ker, ne vem, jaz tebi povem, daj levo koleno pritisni naprej, pa not. In ti boš vedel, kaj sem ti rekla in to naredil. Pri otrocih, sploh teh majčkeno mlajših, mu ne moreš reči, porini levo koleno naprej, pa not, ker Ne ve, ja. ne ve, a ne, moraš ti preko neke vaje, preko nekih takih, ne vem, igrc in vsega živega doseči to. In mi je iz tega vidika lažje v bistvu z odraslimi delati. Je pa razlika, odrasel ima strah, otrok ga nima. In to je ta faktor, ki je največji problem pri odraslih. Strah. Mi razmišljamo, ker že vemo, kaj se lahko zgodi, če nekaj pride, padeš, a ne. Otrok pade, se pobere, pa gre naprej. Se ne sekira. Večina, a ne. Tako da ja, pri odraslih jim je mogoče ta izziv glih ta strah odstraniti, zbrisati, da dobi to zaupanje, to, kar sem že prej rekla, ne, da mu vliješ to zaupanje, da prebrodi ta strah in da ga mogoče se znebi, a ne. Je pa mora imeti ful veliko željo, ne? Ja, ful. Ja, Ker ful. se mi zdi, da Ja, sej, veš, odrasli začetniki, bom rekla, ki se redko kjer je, ko začne odrasel, se želi naučiti smučati, no. Je tak, ki ga en forsira, da se more. Recimo partner, ti pa zdaj moraš, zato ker jaz smučam, se moraš pa ti tudi, a ne. Mislim, se tudi zgodi, no, ampak bolj redek pojav je to, no. Pri odraslih je ponavadi ta samoiniciativa toliko močna, želja, da stopi na smučke, a ne. Da je recimo, da to dovolj, no. Ker recimo, če s svojega vidika gledam, ne, se mi zdi, da bolj ko odraščaš, ne, več tveganj vidiš, ne, in si manj pripravljen tvegati, ker veš, da če bom šel pa se v to situacijo postavil, ne, pa zdaj pa, če kot odrasel se odločiš, da začel laufati, ni toliko rizika, pa ni toliko, da se postaviš na smuči, pa na, ja. Res mora biti ful močna želja. Ful močna želja, pogum, ja. Kako jo pa spodbudiš? Lahko spodbudiš to željo? Recimo lahko trener. Veš, da lahko. Na kak način? Veš, da lahko. Mislim, ja ne vem, jaz po mojem moram kar zelo samozavestno delovati. Da dam, pa da ga, kako bi rekla, pohvalim, ko nekaj naredi prav, pa v bistvu fajn je, ker če uspe narediti nekaj, kar jaz rečem in zahtevam, da naredi, in da vidi ta feedback, da res funkcionira to. In to je velik dokaz zaupanja, da lahko zaupa in pogaj tako pohvalim 100 na uro in rečem, lej, a vidiš, funkcionira, deluje, verjem mi, samo zaupaj mi, če boš naredil točno tak pa tak, ti bo šlo in ne rabiš drugih stvari razmišljati zraven. In v bistvu to je fajn, ker je dejansko, ja, funkcionira. Če narediš tak, je točno to, kar rečem, se zgodi. A ne? In da si moram pa ja, delovati samozavestno in sigurno, zato da vidijo, da mi lahko zaupajo, a ne.
da vidijo, da vem, kaj počnem in kaj govorim, a ne. Da sem 100% v to, kar rečem, tako je 100% in glej, zaupaj, poskus in boš videl, da funkcionira. In ko je to, pol je že ena stopnička lažje in je majčkeno lažje. Pa se ti zdi, da bi v bistvu za vsak šport ali pa recimo za nekaj, kar se nekdo loti, tudi če gre v fitness, ne? Da bi v bistvu vsak potreboval nekega tutorja, začetnega, ki ti v bistvu pokaže te osnovne neke prijeme ali pa karkoli, ne? Jaz mislim, da bi to bilo kar zelo dobro. Zaradi tega, ker si lahko zelo veliko škode narediš, če ti ne veš, kako pravilno postopati z bilo čem. Oziroma, tudi če je, ja, tako si rekel, en sam fitness ali pa tudi če je en sam preprost tek. Če ti nekdo razloži, tudi pri teku je tako, kako je pravilno in kako je lažje, je pol veliko boljše za tebe, ker si v bistvu in telesu manj škodiš in vsemu in lažje ti je nekaj početi. Jaz to ful podpiram. Jaz to 100% podpiram. Kje pa misliš, da se to ne zgodi? Zakaj se to ne zgodi, ne? Zdaj, a je pomanjkanje tutorjev ali je pomanjkanje zavesti o tem? Po moje bolj zavesti ali pa kar mislijo saj bom lahko, ne, saj tam malo pogleda nekaj po YouTubu, pa si malo inštrukcije tam posluša, pa prebere, pa si misli, saj bom, a ne. Tam pol v praksi je ni glih čistek, a ne. Res pa je, da je zdaj odvisno, a boš ti šel v fitness, pa tam tiste uteži dvakrat dvignil, pa si prebral, kak je prav način dvigovanja uteži, pa probo to izvesti sam, ali stopiš na smučke s tem, da si prebereš, na kak način stopiti na smuči, a ne. Pol je spet od športa oziroma dejavnosti do dejavnosti odvisno, a ne. Nekje je mogoče lažje, ker sam od sebe greš nekaj začeti početi, nekje pa je mogoče malo težje. Je pa boljš, absolutno boljš. Pač, pa mogoče nekje je problem tudi, ne vem, in finance in tudi to so po moje veliki dejavniki, ki vplivajo, no, na te odločitve. Dostikrat sem slišal, recimo, da na koncu te en tutor bistveno manj stane, kot pa recimo izkušnja, ki jo v bistvu lahko dobiš, če ga nimaš, ne. Ja, 100%, a ne. Sigurno. Misliš, da je ta zavest pri nas že tako vpeljana, da greš tenis igrat, pa si boš tam enega vzel, kot tenis uči, ne. Saj nekaj ur, ne, si vzameš, a ne. Ali pa greš ping-pong, ali pa greš, ne vem, kakršenkoli šport, ne. Misliš, da ni te misliš, da se ni ta zavest speljala v družbi do te mere? Pa rečemo, da bodimo pozitivni, pa da se mi zdi, da mogoče je že malo na višjem nivoju ta zavest, no. Pa da je že, so ljudje že majčkeno bolj ozaveščeni, kar se tega tiče. Kaj pa jaz vem, ne vem, mislim. Ja, fajn je, no, če. No, ker recimo vsaka šola, ne, dejansko ima to neko pot, a ne, ki pač proba spodbujati, da greš, ne. Zdaj, okej, smučanje ni tako enostavno, ne moreš si kar kupiti Ja, smuče. saj pravim, spet je malo odvisno od športa do športa, no. Kaj, ja, se lotiti, a ne. Ker dostikrat recimo greste najprej gre iz nekega veselja, ne, da bomo nekaj probali, a ne. Pa greš tam na prvi hrib, ne, pa se nekaj dol spustiš, Ja, pa ne. se malo polomiš, pa malo, ja, pa si rečeš, kako nisem že takoj v štartu šel po oni poti. Ali pa izgubiš takoj veselje, Ali rečeš, to ni za pa mene, to ni ne. za mene, ja. Ne. Mogoče pa če bi bilo drugače, bi pa zagrabil na polno, ja. Točno to, Saj ne. to, a ne. To, ne. Ja. Zdaj smo recimo pač sestri smo kupili longboard, ne. Veš, in je tak, zdaj to, zdaj in pa zabavno, Ja, ne. jaz lahko na sebi povem primer, a ne. Ko sem bila po mojem 5. ali 6. razred, sem bila takrat, je bilo bordanje, kar tako je prišlo obdobje, ko je bilo ful in osnovne šole. In jaz bord na vsak način, a ne. In pol jaz dobim ta bord in se s tom sama, a ne. Takrat oče vem, da mi ga je kupil, a ne, pa tudi z njegove strani ni bilo nekaj, da bi me tudi on usmeril pejma, daj ti kupim tule 1 uro, 2 inštruktorja, pa bi bilo super. Bi bilo boljše, ne. Bi bilo 100% boljše. Ne, jaz sem stopila sama, 4 zavoje, paka in je šlo zapestje, a ne. Bord ni za mene,
flek stran, jaz nočem bordati, jaz ne bom bordala, sploh, to je kar neki. Ko je prišel pa faks, na faksu sem pa mogla stopiti, a ne, na bord. Ampak sem dobro, takrat sem šla že pol z drugo miselnostjo tudi na bord. No in v bistvu so mi na koncu rekli, ne grem delati za inštruktorja, ne. Tako da, ampak pol se jaz nisem za to odločila, sem si pa rekla, bordam, peljem se in vsako sezono stopim enkrat, dvakrat na bord, tako da ne pozabim, da osvežim. Tako da mi ostane v spominu. Ja, tehnika je kako fejst tehnika. drugačna. Ne? Ja, Tehnika je fejst drugačna. ja. Tako da v bistvu nove zgodbe imamo, da je v bistvu bož, da otrokom kupimo tutorja za 2-3 ure Absolutno. tečaja, ko pa, tudi, mislim, ko pa- absolutno. ko pa ja, smučko ali pa pa bord ali sigurno, pa neki. ker ja, ni treba, da se glih polomi, če ga ne dobi, ampak ja, hitro si ti lahko, ker si ne veš. Vsak človek je za nekaj tukaj, a ne, pač inštruktor smučanja je zato, da poda inštrukcije oziroma da pove, na kak način, da je lažje in da gre. Ne vem, kuhar pač ve na svojem področju, a ne, kako določene stvari funkcionirajo, ne vem, nekdo, ko pa se z računalniki pa s tem bavi, pa pač sem jaz totalen laik, a ne, za njega, pač zaupaš tismu človeku, a ne, nam zdaj šla sama neki na pamet početi. Ja, mislim se, pa doskrat se sam lotiš, ne, pač probaš, ne, Ja, pa greš, pa dostikrat raziskuješ, ja, ne. ja. Se tudi jaz priznam, Malo recimo, da znaš preceniti, no, kdaj ja, kdaj ne, kaj potipaš, saj logično, saj tako smo narejeni, a ne, saj Se tudi to je eno vprašanje, je, ne, tak, a bi vztrajal tako dolgo, če bi ti bilo v bistvu vse na roki ponajen, ne, pa da bi te vse naučil, ne, a bi toliko pešna razvil, ko pa če greš sam nekaj raziskovati, pa padeš, pa se pobereš, pa greš še enkrat, pa probaš, pa narediš, pa tako naprej, ne. Ja, sigurno, ampak jaz bom tako rekla, zdaj to je mala razlika, a se ti zdajle toliko star, ko si greš, pa rečeš, jaz bom zdaj se naučil smučati. Ja. Ali pa so to neke take drugačne življenjske poti, Ja, a ne, to to je se vse strinjam, ja. malo Ne, se to je drugače. tehnično bolj zahtevno, Ja, se strinjam, ja. ne. Se strinjam, ne. Je pa res, da v bistvu je zmeraj tu čas tisti, ne. Ja. Ne. Se lahko začneš tudi na smučkah, lahko začneš na prvi, ko se je naučil smučati, verjetno, ne. Je začel na čist malem hribu, a ne. Ali pa z lopatkam, ne vem s čem, ne. Ja, A ne. In pot razvijaš ta skill, dokler pač ne prideš do tega, da se lahko 200 peleš, ne, po hribu navzdol, ne. ja, recimo. Ne. Tudi okej, se tudi oprema mora biti potem Ja, temu ja. primerna, ne. Da lahko, ne. Ampak tako, včasih opazujem pa gledam, a ne, da ta passion pa vse to se dejansko začne znotraj tebe, zaradi tega, ker te zanima, ne. In sam začneš pol to raziskovati, pa prijemi, pa tako naprej, ne. In se mi zdi, da več stvari, ko je ponujenih, ne, se pravi bolj široke, ko so, se pravi več, ko imaš na voljo, ne, manj pešna je. To nekako opažam, ne. Ja, bi se strinjala. Bi rekla, da je, ja. Da bolj, ko pustiš ti znajce, ne, bolj passion razvijaš. To je tak paradoks v bistvu po eni strani, ne. Vse je tako. Mislim, vse je zagotovo. Ampak ja, lejte, ne vem, če sebe gledam, malo je spet odvisno od tipa človeka, ampak mene je glih to mamlo, če smo zdaj pri smučanju, no. Ko sem v prvem letniku na faksu, ko smo imeli alpsko smučanje, ko se je začel ta praktični del na Rogli, mene je to vleklo več informacij, ko mi je dal en strokovni delavec, ko sem jih dobivala, in mi je bil ta izziv, da naredim točno tako identično, tako kot on reče, oziroma tako kot je prav, mene je to vleklo, a ne. Pa si sama recimo odkrivala, tako veš, da si šla probovat nekaj, kar, ne vem, strokovni delavec recimo ni rekel. Ne, mislim, veš, kako je to, saj to je praktično še vedno neke vrste, tam tako malo smešno se izrazila, ampak ja, pouk, ker to je bilo ipak v sklopu, zdaj, če smo konkretno zdaj na tem primeru, a ne, v sklopu, ja, faksa, a ne, in to smo bili pač od 9 do 4 na snegu, vmes pavza za kosilo,
In ti si delo, treniral. Ti si se učil, ti si imel predavanja na terenu, v bistvu. Ni zdaj, da bi jaz šla pa pol malo, ko je bilo tega konc malo za sebe, pa probati neki, ne vem. Ja, trenirati, da dosežeš fazo, kakor se da najbolj nek element spiliti do potankosti, a ne. Prav. To ja, da bi pa probovala zdaj neki, ne vem, svoje, ali kakor. Ja, če je zahtevna naloga, ne, Ja, pa da jo moraš osvojiti, ne, Ja. ti že to v bistvu veliko energije vzame. a ne. ja, meni je bilo že zanimivo, jaz sem se dobro smučala, jaz sem bila suverena na smučeh do takrat, a ne. Ko smo tam začeli, sem videla, da sem pri četrt stvari čist narobe, mislim, čist narobe. Če bi me pogledal, kako se smučam pred tem, bi rekel, wow, dobro se pele punca, a ne. Ampak ko ti enkrat veš, kako je prav, kaj je prav, a ne, tehnika govorim, je pa pol druga pesem, a ne. In meni je bil že to izziv, sem bila sem se mogla čist razštelati, pa nazaj naštelati na. Pa to je najtežje, ne? Ja, ker to si že ipak, to ni, si star 4 leta, 5 in se učiš na novo to, ampak ti že imaš nekaj ukoreninjeno vse, pa ne. In to spremeniti in narediti način, ja, to je izziv, ja. So kakšni prijemi, recimo, ko bi recimo lahko delovali, a ne? Veš, da ti eno staro navado prekineš, ne, pa rečeš, no, zdaj pa bomo malo drugačne. Kaj moraš prvo najprej sam sebi reči, ne? Pa koga moraš imeti na drugi strani, da pol se to sploh zgodi, ne? Ima kava, jaz mislim, da to moraš si dovolj želeti, če imaš to željo, a ne, spremeniti, a ne. Je to tisto bistveno, da če veš, da želiš spremeniti nekaj, je, ne, in pa se pač samo vztrajati na tem, a ne. Ja, pa fajn je, če imaš na drugi, ko si rekel, na drugi strani nekoga, ko ti zdaj spet, če smo konkretno pri tem alpskem smučanju in pri meni in pri teh elementih alpskega smučanja, šole alpske smučanja, a ne. Je zelo fajn, če imaš na drugi strani nekoga, ki ti sede in zna na prav način podajati te metodične postopke, a ne, učenja, a ne. Se mi je zgodilo, ne vem, glih za enko sem imela ta demonstrator, ki je bil, mislim, je meni res sedel njegov način podajanja snovi. In sem zelo razumela vse, kar je povedal, rekel, in tudi če kaj ni bilo jasno, ko si ga vprašal, je zelo na tak način, kot je meni prijal, znal razložiti in sem razumela. Pol sem imela pa dvojko. Je bilo pa glih to, je bil pa na kontra strani nekdo, ko pač tudi demonstrator, vse super fajn, ampak ta način podajanja snovi mi čisto nič ni sedel, a ne, mi čisto nič ni bil blizu, oziroma je bil tak in mi je bilo veliko težje. Veliko težje, a ne. In to še vedno Kje ti je pa mislim, bilo v bistvu težko, mislim tako, kje si imela občutek, da ti recimo... pa ni, mislim, to je tek, a ne, mislim, zdaj to se gre, kako bi rekla, v grobem je to na primer razlika ta, da ti določen element moraš pač še bolj dovršeno prikazati pred komisijo, a ne, zdaj če smo pred tem pač. Pa mogoče kak zahtevnejši element je dodan zraven, ki ga moraš pač pokazati, a ne. Drugače pa se gre za to, da neki osnovni element moraš na še bolj natančen in precizen način pokazati, a ne. In ja, veš, da se vmes se malo porušiš, a ne, to je eno leto okoli, a ne, pač ti ko učimo smučati, a ne, saj vsako sezono je treba narediti obnovitveni seminar, a ne. In tam greš čez vse te elemente alpske šole smučanja in tako naprej, a ne, in to je v redu, ker se porušiš malo med letom, ko nisi na smučeh, in pol ko spet stopiš nazaj, na primer, a ne, da malo osvežiš znanje, a ne. Je pa res, da jaz sem narejena tako, da jaz tudi, ko ne vem, za sebe smučam,
sproščeno za sebe, ne vem, gremo z družino smučati. Jaz vedno, ko smučam, razmišljam, kako smučam. Ampak to mi ni v breme, ampak preprosto ves čas razmišljam, kaj moje telo počne zraven, kaj delam z nogami, kaj. Od nekdaj že to. Pač tako Ful zanimivo. funkcioniram. Ja, in to mi je, ne vem, to je najbrž ta način, da, ne vem, ostaneš skozi na nekem nivoju lahko, oziroma da ne nazaduješ, ali kako bi rekel, a ne. Je mogoče to nek način, ki pač, bom rekla, meni pomaga, a ne. Pa misliš, da bi v bistvu tudi, misliš, da to loči rekreativnega od profesionalnega športnika? Tak mindset? Ker recimo pač, da razmišljaš o tem, ne? Pa mogoče. Mogoče, ja, lej, mislim, vse sem še vedno rekreativni. Ja, ampak tek, a ne, ampak dobro. Ja, mogoče, ker ne vem, ti greš, skočiš na glavo, pač skočiš na glavo. Jaz, ko grem, skočim na glavo, jaz razmišljam, ker ne vem, mi je fakulteta za šport dala vse to, da točno vem, poznam do potankosti tehniko, ne vem, kravla, tehniko delfina, tehniko, ne vem, ne. Pri vseh športih je tak in jaz vidim, da to mi je faks dal. Pri vseh športih, kar je bilo, jaz, ker sem to naredila, ko sem izpite in vse to naredila, jaz tudi na vsakega plavalca ali pa smučarja, ampak ne gledam z očmi, kako za nič se pele ali pa kako smešno plava, ampak avtomatsko razmišljam, kaj bi jaz njemu zdaj povedala in kako bi mu, da bi pravilno tehnično delal. Iščem napake, ampak ne obsojajoče, ne v takem smislu. Ko smo se, na primer, z mojim možem spoznala, je rekel, daj ti se odpelj, ko smo smučala naprej. Ne bom jaz predstavil, sem pa ne, ampak to je iskreno govorim, ne rabiš, ne gledam jaz na ta način, res ne gledam na ta način, a ne. Ampak bolj da sama sebe treniram. Bolj, evo, zdaj sem mogoče rekla prav, ja, sama sebe na ta način treniram, da v bistvu, ko nekoga opazujem, pa vidim, kaj bi jaz popravila, da evo, ja. Pa ni važno zdaj, ja, smučanje, plavanje, ja. Je pa v bistvu imaš to manj že prirejen, ne? V bistvu po moje, ja, tudi, ja. Ampak se pravi, ni to, da sem obremenjujoče, da me to obremenjuje, ampak funkcioniram na ta način, no. Recimo, ok, jaz sem sicer rekreativni športnik, ne? Pač različne športe, a ne? Ampak iskreno povem, da ne razmišljam. Ne? Ja, mislim, razmišljam že tako, ne? Ampak se mi zdi, da so trenutki, ko jih dejansko samo spelješ sproščeno, podzavestno, ne? In je to v bistvu prirejeno, mislim pač priučeno že noter. Je pa res, da jaz mogoče na drugi strani ne gledam, ne? Kako bi mogel nekdo drug igrati ali pa recimo ne učim tega. Tako da v bistvu moram imeti mindset mogoče malo bolj sproščenega. Ja. Mislim, ja, sej pravim, jaz tudi se odpeljem, ko smučam, jaz se sproščeno odpeljem, tako da lahko vriskam od vesela, na primer, res uživam v tej idili, ki je dana, ampak zraven pa razmišljam, kako odpeljem zavoj. To mi je podzavestno odpočnem. Zdaj pa glede na to, da v bistvu smučanje pa gore, ne, grejo eno z drugim, ne. Ja. Kako je pa, kako zgleda to, v bistvu glede na to, da imaš skozi ful lep view, ne, skozi lep pogled na pokrajino pa tako naprej, ne, ker doskrat recimo, ko se pošerajo recimo te fotografije razne, ne, po socialnih omrežjih, vseh teh hribov pa lepih pogledov, ne, kaj te bolj vleče? Jaz jih rada iz smučišča samo opazujem. A res? Nisem jaz nisem. Zelo zanimiv športnik sem jaz, če lahko temu tako rečem, ali pa specifičen, zaradi tega, ker zelo veliko bo povedalo. Z Mitjem, ko sva se spoznala, sva bila na prvem zmenku in on mene vpraša, s čim se ukvarjam in tako naprej, in jaz mu povem, je rekel, mi je to povedal, je rekel, rekel, mene jaz sem te kar videl, vsako jutro se ostane, laufa, zagreta. Sem rekla, ne, sem rekla, pri meni bi bilo celo tako
fajn, da mogoče mi ne bi škodilo kdaj, če bi, kar se te samodiscipline nimam, da bi mogoče kaj za sebe naredila, govorim fizično, a ne, pač fizična aktivnost. To sem malo, nimam samodiscipline te, a ne, in tega mi manjka. In ne vem, lahko to na glas povem ali ne, ampak pri štacuni, ko jaz raje 4 kroge naredim, če ni parkinga, nekaj blizu vhoda, da se Dokler se eden odpelje. res, se pravi, to ne vem, ali lahko mogoče na glas povem ali ne, ampak ja, nisem jaz ta tip, lahko mi daš pa, ne vem, smučam lahko od 9 do 4 po moje v eno, ne vem, lahko me daš v vodo, plavam, potapljam, brez problema. Lahko igram odbojko 4 ure skupaj, pa ne bom zmatrana. Ne me pa pošiljati, hoditi pa laufati, no. Hoditi pa, lahko sem na kolesu, ful fajn. Ne rada hodim, pa ne rada tečem. Ne rada. In na faksu me je bilo, mi je največja muka bila atletika, tek na dolge proge. Ko smo imeli pri atletiki tek na dolge proge. To sem, pa to ne bom pozabila nikoli. Šprint ja, okej, šprint ja, ta eksplozivna moč, okej. Ta vztrajnostna, to pa zraven cagam. Ampak tukaj je tudi dosti, vse tu je dosti v glavi. To pač meni preprosto ni. Ni mi luštno, no, pač ne uživam v tem in Jaz se dostikrat pohecam, da sem ko peska rabim žogo, da se premaknem. Aha. In športi z žogo so meni super. Ne. Ja, ja. In rad Ja. laufam za njo in tako To meni naprej. tudi ni problem, pa glih te klaufaš, ja. Ne. Ja. Ampak to je drugačno. To je točno čisto to. drugačno. Nekaj imaš prirojen, nekaj nimaš. Jaz tudi nisem tip človeka, ko bi, ne vem, imela neke skrbi, pa neko težo, pa breme, pa ne vem kaj, pa ki reče, pejt v gozd, pa se sprehod, pa boš sam v gozdu, pa zauži tisto samoto, pa ne vem kaj še vse, ne. Še sam bolj depresivna ratala, če me boš pa dajme k enemu, dajmo začeti čakati, da dam jaz to ven in that's it. In gremo dalje. No, ker recimo ogromno ljudi, zato sem to vprašanje postavil, zato ker ogromno ljudi gre smučati in potem najbolj pogosto so slike iz ful lepih vjujev, ne, pa pogledov iz hribov, ne, tako da verjetno je veliko takih smučarjev, ko dejansko grejo gor zaradi lepih razgledov in tako naprej. Ja, pa tudi najbrž, ker se jaz bom tako povedala. V Sloveniji je meni najlepše smučišče, so mi naše Golte. Zato ker pa za učenje so daleč od idealnih, ker preprosto ni ene normalne proge, ko bi lahko enega začetnika naučil v takih normalnih pogojih, dovolj položno, dovolj široko. Ni, no. Res pa je, da tisto, ko se pri nas nauči smučati, lahko gre kamorkoli, pa bo fajn, a ne. To je pa plus. Pa mogoče smo zaradi tega tudi najboljši učitelji gor na Golteh. Ja. Ker smo primorani v bistvu v majčkeno V manj manj- ugodnih pogojih učiti. Ampak drugače pa ja, ne vem, greš na Roglo, levo, desno gledaš, kaj vidiš, smreke, Gošo. Prideš na Golte, pogledaš v eno smer, če je lepo vreme, seveda, vidiš tule celo Savinjsko, se obrneš, vidiš Julice, vidiš Avstrijske Alpe, tule vidiš, se pravim, celo kotlino dol, Velenjsko jezero, do Cela, je prelep razgled, a ne. Zdaj ne rečem Vogu, lep, ampak kamorkoli okoli se obrneš, vidiš hribovje, a ne. Tako da ja, sigurno je to mamljivo, a ne. Prideš na eno smučišče, pa vidiš, na primer letos smo bili v Crans-Montani v Švici, pač ponudila se je priložnost. Mislim, bolj ker bom rekla, da so noro dobre proge, pa smučišče, ne vem, kako top in ne vem kaj vse in naprave žičnice, sploh nič posebnega. Mislim, je ta kulisa, ki jo občuduješ in gledaš, je fascinantna. In kaj pa imaš v mislih? Gorovje. Aha. Ja,
ta ambient, ko si na smučišču gor na praktično 2900, skoraj 3 jurjih, ko gledaš, je samo visoko gorje. Je fascinantno videti, a ne. Daleč od tega pa, da bi me pa to toliko pritegnilo, da bi pa je fajn gledati iz smučišča in to je to. Nimam potrebe po... Si imela kdaj željo po celem snegu iti? Sem tudi. Aha, tudi. Ja, tudi po celem. Ja, to je v bistvu, to so Powder. tiste neokrnjene, ne? Ja, zdaj sem tudi. Je tudi zanimiv občutek. Kak je drugačen? Iz katerega vidika. Ne vem, pač iz tvojega, recimo, tako kot nekdo, ki je v bistvu skozi porajenih, pa učiš, a ne? Ja, Ne pa moreš fajn je, mislim, drugačen občutek je, peleš se po takih penicah, ki bi rekla. Tehnika je majčkeno drugačna, malo drugačen način, malo sediš drugače. Mislim, stojiš na smučeh, no. Ampak načeloma, ja. Tule, če uspe, da zapade toliko snega, da se da na Golteh malo cevca pofurati, grem gor, ampak je to dovolj, nimam te potrebe, da bi, ne vem, zdaj pa iskala ta cel sneg, a ne, da bi zdaj šla na turne smuči, zato da bi hodila v hrib pa trpela, da se pol uživam tisto 2 minute, ko se dol spustiš. Imam raje še vedno pol sedežnico pa gondolo pa vlečnico, da me gor odpeljejo. Tole si glih vlečnico omenila, je bila v bistvu glede na to, da nekaj je bila težava z vlečnico? Gondola, ja, ni Gondola. delala. Ja. To je bilo, se je fejs poznala? Pa malo se je že, no. Mi smo nekako še kar dobro delali, no, moram reči. V bistvu sicer cesta gor pa pot je okej, a ne? Ja, saj bom tako rekla. Problem na Golteh je bolj kot to, da zdaj gondola ni delala, cesta je praktično tako, saj tudi na kope se peleš, a ne, če te gledaš, pa je cesta boljša, kakor za na kope, v bistvu za na Golteh. Sam problem je, ker na Golteh nimajo parkinga, a ne. Jaz mislim, da je to največji problem, ker ni dovolj velika kapaciteta parkirišča, ne. Pa sploh, ko še zapade, a ne? Je pa še Ja, pol, je pa še to malo, še pa to je majčkeno bolj ovirajoče, no. Gondola je le enostavna je, no, v tem primeru, no, tule. Oziroma, tako sem rekla, mislim, da če bi bilo dovolj parkirišč, bi niti ne bilo to taka ovira, da ne funkcionira, no. Ampak dobro. Zdaj dela. No, super. Zdaj dela. Zdaj, ko je konec sezone. Na koncu sezone dela. Ja. Lea, jaz bi se ti ful zahvala za ta tvoj čas, no. Pa vso to energijo, ko si jo v bistvu vložila, pa ogromno otrok Enako. verjetno naučila, pa tudi posameznikov verjetno bo kdo gledal to, no. Ja, no, super, ne. Mislim, saj to je, če nekaj delaš z veseljem, pol tudi učenci to nekaj začutijo, ne. Najbrž, da. Da se imajo fajn, ne. To je to. Ja. Tako da ti želim še res, da to počneš, tako kot si rekla, celo večnost. Tako da to je to. Upam. Tako da, naj zdrži. Hvala tudi tebi. Malenkost.